Dobro jutro, evo, tokrat imamo jutranji klepet, če temu tako rečemo, in tokrat ta tema, o kateri sem danes želela poklepetati, je v bistvu to, da smo že nekaj mogoče poskusili, pa ni delovalo. Zdaj, a se ti je mogoče kdaj zgodilo, da si nekaj novega, najdeš kakšno novo strategijo ali kako objavljati, recimo na družabnih omrežjih, ali kako napisati mail in tako naprej, in si rečeš, wow, to bi pa lahko delovalo, in potem poskusiš in ne deluje, oziroma ni rezultatov. In potem si mogoče rečeš v mislih ali pa celo na glas, si mogoče rečeš, očitno to ni zame, ali pa ne vem, to v naši industriji ne deluje in tako naprej. Ali pa mogoče si celo rečeš, to že deluje, ampak ne deluje pa to zame, a ne. In seveda ni nujno tako, je res problem v strategiji ali je mogoče problem kje drugje, ne. In zdaj, če pogledava, recimo, da želimo si izoblikovati telo in gremo v fitnes, a ne. Če gremo v fitnes enkrat in dvigujemo zelo težke uteži, potem verjetno ne bomo še videli rezultatov naslednji dan, ali pa tudi čez en teden, ali pa tudi čez 2 tedna, ampak je potrebno torej daljše obdobje, a ne. In to, da nekaj probamo samo enkrat, še ne pomeni, da ne deluje, ampak mogoče samo, da nismo dovolj dolgo implementirali. In enako velja tudi, ne vem, če objavimo recimo enkrat na družabnih omrežjih, pa ni rezultatov, pa ni prodaje, še to ne pomeni, da to ne deluje. Ali pa če pošljemo na naše email novičke enkrat email novičke, a ne, ene novičke ali pa dvojne, in potem ne delujejo, oziroma ni prodaje ali pa ni takšne, kot smo si jo želeli, še to ne pomeni, da ne deluje, ampak je mogoče samo razlog v tem, da moramo dlje časa vztrajati. Ker verjetno moramo zgraditi tudi odnose z ljudmi, s svojimi sledilci, s svojimi vsemi potencialnimi strankami, a ne, in zato je tudi potrebna vztrajnost in pa potrebna, da redno delamo na tem. In seveda lahko pomislimo tudi, kaj je pa zdaj razlog, torej zakaj ni delovalo. Torej, eden je lahko to, da nismo dovolj dolgo vztrajali, a ne. Drugi razlog je mogoče to, da strategija ni bila dobra, ali pa da ni imela prave izvedbe. Torej, da smo mogoče kakšen delček pozabili, nismo naredili, ali pa smo rekli, saj to ni potrebno in tako naprej. Jaz recimo velikokrat to vidim pri summitu, a ne, da marsikdo gleda, ali pa pri kakšnim, recimo zelo značilni so tudi kakšni te brezplačna darila, freebie, a ne, da skopiramo ali pa podjetniki naredijo to pri sebi, kar vidijo pri drugih, in potem rečejo, da ne deluje. Seveda ne deluje, če smo skopirali samo torej ogrodje, ne pa zraven še tudi motorja od zadaj. Tako da lahko tudi tukaj se vprašamo, ali smo res, imamo vse potrebne dele, da to potem lahko sploh deluje. Lahko pa je tudi mogoče čisto preprosti razlog, da zdaj ni pravi čas ali pa ni pravi trenutek, a ne. Mogoče smo ujeli v kakšni situaciji ljudi ali pa se kaj takšnega v družbi dogaja, ko mogoče ali še niso pripravljeni ali pa se kaj takšnega dogaja, pa mogoče ni pravi trenutek, in lahko to seveda tudi ponovimo naslednjič in vidimo, ali lahko se kaj izboljša ali ne, a ne. In zdaj, če si že preizkusil ali pa preizkusila nekaj, pa ni delovalo, kaj narediti? Fajn je, da se vprašamo, kaj lahko, ne samo da rečemo, to zame ne deluje in gremo stran, ampak si rečemo, kaj lahko naredim drugače, da bo drugič delovalo, a ne. In pogledamo torej lahko vsak korak, kje bi lahko bil problem. Ali smo sploh dosegli recimo dovolj veliko občinstvo, kaj se je potem zgodilo, kje smo ljudi izgubljali, da lahko potem te posamezne delčke tudi izboljšamo oziroma jih izpeljemo. Tako da preden rečeš, a ne, da vse to že veš, kako to gre, pač da ne deluje zate in tako naprej, mogoče je to ena taka za razmisliti, kako lahko pa vseeno pogledaš, če se da kaj drugače narediti, boljše, in imaš potem tudi boljše rezultate. Tako da jaz ti upam, da ti to pomaga, in se vidimo kmalu. Čau!